No, pa si poglejmo nekaj osnovnih stvari v zvezi z linearno funkcijo. Najprej odgovorimo na vprašanje, kaj to linearna funkcija sploh je. Beseda funkcija pomeni nek predpis, neko pravilo, nekaj se zgodi. Včasih si lahko funkcijo predstavljamo kot strojček, v katerega nekaj damo in ven nekaj dobimo. Tisto, kar noter dajemo, lahko označimo z x in to je neodvisna spremenljivka. Neodvisna zato, ker je lahko karkoli, lahko damo noter. Češnje, hruške, kovance, karkoli. Neodvisna spremenljivka. Tisto, kar ven pride, pa je vrednost funkcije f od x, kar označimo na krajše tudi z y. Se pravi, y je isto kot f od x in je odvisno od tega, kaj smo noter dali. Zato je to odvisna spremenljivka. Recimo, če bi tukaj noter dali, če bi bil to strojček, ki naredi recimo tole. Število poveča s 3, se pravi 3-krat poveča in prišteje 1. Naj bo to naš strojček, to naš predpis, naša funkcija. Potem, če bomo notri vrgli številko x je 1, bomo ven dobili seveda vrednost f od 1. Ampak to je 3 x 1 plus 1. In to je vrednost naše funkcije 4. Lahko rečemo, da naša funkcija x1 spremeni v 4. Če bomo dali noter recimo -2, funkcija zopet deluje, ven dobimo vrednost funkcije pri -2 in je to 3 x -2 je -6 plus 1 je -5. To je funkcija. Kaj pomeni pa besedica linearna? Linea je izraz, ki pomeni ravna črta. Lahko bi rekli tudi premica. Neskončna ravna črta. In graf linearne funkcije, se pravi, če narišemo vse točke, ki ustrezajo nekemu pogoju, bo vedno ravna črta. Linearna funkcija je v osnovi v tej obliki y je nekaj krat x plus nekaj. Lahko je tudi vse na eni strani, recimo takole. Tisto, kar je pomembno, je, da je v funkciji zapisan samo x. Ne x na kvadrat, ne x na 3, ne recimo f od x je 3 ulomljeno z x plus 1. Ker je tukaj ulomljeno z x, kar v bistvu pomeni 3 x x na -1 plus 1, se pravi, ni na stopnjo 1x, ampak na nekaj druga, to ne bi bila linearna funkcija. Ali pa recimo f od x je 2x kvadrat minus 4, tudi to ni linearna funkcija, ker ima noter x kvadrat. Je pa linearna funkcija tudi recimo f od x je enako 4. Zakaj? Zato, ker bi lahko to zapisali tudi nič krat x plus 4. Tako, tudi v takem primeru je to linearna funkcija. Namreč, kaj se zgodi? Karkoli mi vržemo za x, recimo x je 3, dobimo ven, f od 3 je 4. Če vržemo noter 5, tudi dobimo ven, f od 5 je tudi 4. In pride graf, če skiciramo, 4, črta, ki gre skozi 4 in je vodoravna z x osjo, ampak to je ravna črta, linea, zato je tudi to linearna funkcija. Če želimo narisati neko funkcijo, katerokoli, tudi linearno, potrebujemo koordinatni sistem. Koordinatni sistem sestavljata
dve ravni črti, vodoravna je x-os, rečemo je tudi abscisa. To je neodvisna os abscisa in navpična os je os y, rečemo ji ordinata. Mesto, kjer se ti dve črti, abscisa in ordinata, sekata, označimo za nič. To je koordinatno izhodišče. Ta puščica, ki je vedno pomembna, da jo narišemo, pomeni, da se v tej smeri y veča, oziroma x se veča v tej smeri. Koordinatni sistem moramo obvezno opremiti čez enoto. Recimo, to je enota 1, lahko je tudi tukaj enaka enota in y isto. To je zdaj pripravljen koordinatni sistem. In na ta koordinatni sistem potem lahko vnašamo recimo točke. Če imamo točko T s koordinatami 3 in 4, prvi, ta trojka pomeni, da je x3 in y je 4. Se pravi, to dejansko pomeni, iščemo točke, kjer je x3 in kjer je y4. Zdaj, načeloma rišemo grafe v kariras papir in potem si lahko tudi pomagamo kar z roko, ni treba vsega delati z ravnino. Recimo, x je 3 je tukajle, y je 3 in to so vse točke nekje tukaj, na tej črti. Za vse te velja, da je x3. To je x3, y4, 1, 2, 3, 4, to je pa tukaj. Tako. In če iščemo, kje je točka, ki hkrati x3 in y4, je to tam, kjer je presečišče. Točka T. Recimo, če narišemo še točko A s koordinatami -2, nič, to pomeni, x je -2, y je nič in zopet. -2 je x tukajle, kjerkoli na tej črti, nič je y tukaj, se pravi kar na x osi, in točka 0,2 je tukaj, to je naša točka A. Lahko narišemo še točko C, recimo, ki ima koordinate -1, -3, torej x je -1, y je -3, vedno prva x, druga y, -1 je tukajle, pa -3, 1, 2, 3, dol, eto, in imamo točko C. No, pa poglejmo, kako se nariše graf neke linearne funkcije. Recimo, f od x je -2 krat x plus 4 s pomočjo tablice. Tukaj bomo vstavljali x-e in tukaj bomo računali vrednost funkcije, torej y. Za x lahko vstavimo karkoli. Zato se ne splača vstaviti grde številke, recimo 3,7, ker če bomo vstavili 3,7, bomo mogli potem računati -2 krat 3,7 plus 4. Rajši si vstavimo lepe. Najbolj pogosto -1, 0, 1. Izberemo si vedno 3 točke. Če si bi izbrali samo 2, čez 2 točki lahko vedno narišemo ravno črto. Če bi pa izbrali 3, izračunamo 3, pa se recimo nekaj zmotimo, čez 3 točke, če smo naredili kakršnokoli napako, ne moramo narediti ravne črte, ne moramo narediti črte, ki bi šla čez vse 3 točke. In bomo takoj ugotovili, da smo naredili neko napako, ki jo moramo popraviti. Se pravi, -1, 0 in 1 in zdaj za to izračunamo vrednosti. -2 krat -1 je 2, plus 4 je 6. 0 krat -2 je 0, plus 4 je 4 in 1 krat -2 je -2, plus 4 je 2. Zdaj, par stvari, ki jih lahko tako iz grafa vidimo. Če smo izbrali točke x, ki se razlikujejo za 1, kot tukaj, potem se bojo te vrednosti tukaj
vedno razlikovale za toliko, kot je številka zraven x-a. A vidimo, 6 minus 2 je 4 in 4 minus 2 je 2. Pa še ena je taka znamenita točka, to je tale 0,4. Če vstavimo za x nič, vedno dobimo to, kar je tukaj. To nam je lahko kontrola, ali smo prav izračunali, nismo. Zdaj bomo to narisali v koordinatni sistem. Koordinatni sistem moramo vedno opremiti s črticami, puščicami, naraščanje, pisati mora x, y, pisati mora nič in pisati mora enota. Zdaj enota ni vedno nujno, da je 2 kvadratka. Lahko se odločimo, da bo enota v tem primeru recimo 3 kvadratke. Pa tukaj gor je lahko tudi enota drugačna kot v spodaj. Lahko je tukaj pa 2 kvadratka. Vse to je dovoljeno. In zdaj narišemo te točke. Minus 1, 6. Se pravi, tukaj je koordinata 3, minus 1, gor pa do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In minus 1, 6 je torej tukajle. Prva točka. Potem je nič in 4. Potem je 1 in 2. In če smo narisali prav, potem bomo lahko, če smo prav izračunali in prav narisali, bomo lahko čez te točke z ravnilom narisali ravno črto. Zdaj, ko vadimo, lahko rišemo tudi s prosto roko, ampak ko je pa zares, je pa treba narisati z ravnilom. Koordinatni sistem in tudi funkcijo. Takole še malo, takole. Eto, se pravi, to je res graf linearna funkcija. Zdaj pa še kako daleč ga narišemo. Ne samo takole notri. Graf narišemo tako velik, tako daleč, predstavljamo si, da je okrog teh osi takšen okvir, tega ne narišemo, vidimo, takole, pa do tukajle, pa do tukajle gre okvir, ne? Tako. In osnovno pravilo je, da narišemo graf tako dolg, da pridemo čisto do roba okvirja. Se pravi, od tukaj, tukaj dol bi bilo pa do semle. To bi bil nekako zdaj pravilen graf narisan, ne? No, pa recimo, da narišemo še eno funkcijo. F od x je minus 2x plus minus 1, recimo. Vajo ponovimo. Se pravi, zopet si naredimo tabelico, zastavimo za x minus 1, nič 1 in izračunamo f od x oziroma y. Minus 2 krat minus 1 je 2, minus 1 je 1, nič krat minus 2 je nič, minus 1 je minus 1 in k krat minus 2 je minus 2, minus 1 je minus 3. Pa če zopet pogledamo, x-i so se povečali za 1, in ti se zmanjšujejo za minus 2. Pač enaka številka je zdaj, vzgoraj in spodaj, zato je tukaj minus 2. In pri nič je vrednost minus 1. Ok, zračunali smo prav. Bomo zdaj kar na isti graf narisali te točke. Se pravi, minus 1 in 1, minus 1 in 1 je tukaj. Potem je nič in minus 1. Nič in minus 1. To je tukaj. Že vidimo, da je težava, zato ker smo dali 2 enoti sem, 3 sem. Lažje je, če damo iste enote, ker je manjša možnost, da se potem zmotimo. In še zadnja, 1 in minus 3. 1 in minus 3. Minus 3 je tukajle in 1. Zopet narišemo graf. Takole. In kaj ugotovimo? Da sta tak dva grafa med seboj vzporedna. Tako. Vzporedna sta zato, ker vzporedna pomeni, da imata enako strmino, videli smo pa že, da imata enak kot tole številko zraven x-a. Se pravi, pri x-u je enaka številka. In ta številka vedno določa strmino. Zdaj v tem primeru, ko smo jih narisali, je vedno padajoča funkcija.
gre dol. Če se bi mi s kolesom pripeljali s te strani, takole, se bi peljali po klancu navzdol potem, ne, gremo dol. No, pa narišimo še eno funkcijo, ki pa ne bo padajoča, ampak bo naraščajoča. In sicer naredimo tole. F od x je enako 2x minus 1. Se pravi, zdaj razlika je edino v tem, da ni minus, ampak je plus. Zopet tabelica. X minus 1 nič 1. Y, ni treba pisati f od x zraven, je 2 krat minus 1, minus 2, minus 1 je minus 3. Tukaj je minus 1 in 1 krat 2, 1. Zopet se je x za 1 povečeval in ko se x za 1 povečuje, se mora ta povečevati zato, kot je tukaj. Zdaj to piše plus 2. In res je, minus 3 plus 2 je minus 1 in minus 1 plus 2 je 1. In pri nič je ta vrednost. Narišemo točke. Minus 1, minus 3, to je tukajle. Nič in minus 1 je tukajle. Prav, že vidimo, da je ista točka. A vidimo? Ta je imel minus 1 in ta je minus 1 in obe na istem mestu sekata os y. In na koncu še 1 in 1. Tako, če zdaj narišemo ta graf, dobimo za graf zopet ravno črto. Narišemo, zopet se držimo pravila nekako do navideznega okvirja, tistega okvirja v resnici narišemo. In ta funkcija pa vidimo, da je naraščajoča. Če bi se s kolesom pripeljali iz te smeri, bi mogli iti po klancu navzgor. Ta funkcija zato narašča, medtem ko tukaj, ko gremo dol, funkcija pada. To število, ki je zraven x-a, označimo s posebnim, imenujemo, ima posebno ime, in sicer je to smerni koeficient. Smerni koeficient je torej tista številka zraven x-a, označimo jo običajno s črko k. F od x je nekaj krat x, potem je pa še nekaj zraven. In ta k je smerni koeficient. Če je ta k večji od nič, potem vemo, da bo funkcija naraščala. Če je ta k manjši od nič, se pravi, če je negativen, potem funkcija pada. Lahko pa se zgodi, da je k enak nič, to je recimo f od x je nič krat x plus 4, to je isto, kot da bi pisali samo f od x je 4, to je pa konstantna funkcija. Niti ne narašča, niti ne pada. Zdaj, f od x je 4, pomeni, da je pri vsaki vrednosti vrednost 4. Takole, povsod gre tako in bi bil graf vodoravna črta. Tako, sporedna z x osjo. Še vedno je linearna, ampak je konstantna. Ni niti naraščajoča, niti padajoča. Zanimiva pa je tudi ta točka. To je tista točka, kjer seka y os, namreč graf linearne funkcije je vedno premica, to je neskončno dolga ravna črta, kar pomeni, da se povsod nadaljuje v neskončnost in zato ne moramo reči, kje je začetek. So se pa matematiki dogovorili, da je začetek tam, kjer seka os y. Zato govorimo o začetni vrednosti. Začetna vrednost se označi s črko n in nam vedno pove, koliko je vrednost pri x je nič. F od nič je v bistvu začetna vrednost. Če imamo funkcijo f od x je
4 krat x plus 5, je v tem primeru smerni koeficient k enak 4 in začetna vrednost n je enaka plus 5. Ali pa recimo, če imamo y je 2 krat x minus 1, je k 2, n je minus 1. To je tako imenovana razvita oblika že, ki je lepo zapiskal k krat x plus n. In to je običajno. Če imamo pa recimo napisano 3 krat x plus y minus 4 je nič, iz tega še ne moramo k pa n določiti, ker je to še nerazvita oblika, ampak izrazimo ven y. Y je, 3x gre na drugo stran, je minus 3x, pa minus 4 damo na drugo stran, je plus 4. Zdaj lahko pa določimo, k je minus 3 in n je 4.